Dami in gospodje, dobrodošli na današnji razpravi ob nastopu presenetljivega predsednika Republike Čile. Pozdravljam današnje paneliste, veleposlanika Bojana Grabovška, profesorico Uršo Gršak in novinarja Simona Teka. Uvod v razpravo pa bom predstavil Marjan Šetinc, predsednik SDMO. Pri naših predavanjih so v zadnjem obdobju prevladovale teme, ki zadevajo ZDA, Kitajsko, Rusijo, EU. Po svoje razumljivo. Pa vendar na našem planetu niso samo ZDA, Kitajska in EU. Južna Amerika je med bolj, rekli bi, pozabljenimi temami. In to je eden od razlogov za današnjo razpravo in okroglo mizo. Povod za temo našega srečanja pa je jasno naveden v vabilu. Namreč pojutrišnjem 11. marca bo v Santiago de Chile, v čilski prestolnici, inauguriran za predsednika 36-letni Gabriel Borić, originalno Borić, politik hrvaškega porekla, ki je decembra lani presenetljivo in prepričljivo premagal v drugem krogu predsedniških volitev skrajno desnega kandidata Jose Antonija Karsta. Gabriel Borić, ki bo čez nekaj dni postal najmlajši predsednik Čila in bo postal doslej najmlajši čilenski predsednik, je zmagal kot kandidat koalicije levih strank. Njegova zmaga je povzročila eksplozijo navdušenja, primerljivo, tako nekateri poznavalci, z navdušenjem, ki je pripravilo Čile pred več kot 50 leti, ko je zmagal tedanji vodja čilske socialistične stranke Salvador Allende. 3 leta po zmagi, septembra leta 1973, je Salvador Allende postal žrtev zelo krvavega vojaškega udara. Kot vsi vemo, je za njim krmilo države prevzel zloglasni general Augusto Pinochet, ki je vladal do leta 1990. Naj še povemo, da bo ministrica za vojsko v novi čilski vladi, ki bo nastopila čez nekaj dni, Maya Fernández Allende, vnukinja legendarnega Salvadorja Allendija, ki je pred več kot pol stoletja postal žrtev krvavega državnega udara. V imenovanju Allendijeve vnukinje na mesto ministrice za obrambo je verjetno veliko simboličnega. Na današnji okrogli mizi bomo skratka posegli tudi v preteklost in dogodke, ki se jih mnogi iz moje in naše generacije še dobro spomnijo. To bo na začetku storil zaslužni predsednik našega društva, veleposlanik Bojan Grabovšek, ki je prvič obiskal Čile še kot novinar v sredi 80. let prejšnjega stoletja. Se pravi v času vojaške diktature. Nato pa je bil v Čilu kar nekajkrat v obdobju od 2001 do 2005, ko je bil slovenski veleposlanik v Buenos Airesu in je bil akreditiran tudi v Santiago de Chile. Med drugim bo obdobje v začetku 70. prejšnjega stoletja, ko je bil na oblasti v Čilu Salvador Allende, ter krvavi vojaški udar proti njegovi vladi postavil v širši južnoameriški kontekst. Naslednji panelist, naš gost, je večini znani novinar in publicist Simon Teko, na moji levi. Simon je bil v času vlade Unidad Popular, se pravi vlade ljudske enotnosti Salvadorja Allendija, mlad aktivist in funkcionar v eni od levih strank. Ob vojaškem udaru si je življenje rešil tako, da je prebežal italijansko veleposlaništvo. Švedsko, ja.
Nekaj mesecev kasneje pa mu je uspelo priti v Evropo. V Jugoslaviji je dobil zatočišče. Čilskega in slovenskega novinarja in publicista Simona Peka smo prosili za primerjavo med obdobjem vladavine Salvadorja Allendija in današnjim obdobjem v Čilu. Obstaja možnost, da bi Bobičeva vlada in njegov program, bi rekel temu vzpon, lahko postal model tudi drugje v Južni Ameriki. Profesorica, lektorica na oddelku za romanske jezike in književnosti Urša Geršak je že bila panelistka pri nas. In sicer pred nekaj leti, ko smo obravnavali položaj v Venezueli. Kolegico Uršo Geršak smo prosili za poizkus odgovora na vprašanje, ali je Južna Amerika danes v političnem, gospodarskem in kulturnem smislu bolj oddaljena od Evrope in od EU, kot je bila konkretno v 70. letih prejšnjega stoletja ali pa v 80. letih prejšnjega stoletja, ko so v Južni Ameriki padle vojaške diktature. Prosili smo jo za njeno kratko napoved in oceno o smeri razvoja Južne Amerike, znotraj katere pa vendarle obstajajo zelo velike razlike. Po nastopu panelistov, ki so obljubili, da bodo snov, svoje odgovor in razmišljanja čim bolj strnili, bodo kot vedno sledila vprašanja iz naše publike. Veleposlanik Bojan Grabovšek, beseda je tvoja. Lepa hvala, skušal bom kondenzirati, govor hitro, ampak dajte mi znak govorov. Skratka, to je bilo že rečeno in vidim tukaj, grejo v veliki meri za generacijo, ki se dobro spominja, kako je leta 30. septembra v svetu odjeknil krvavi državni udar v Čilu. Spomnimo se čilske glasbene skupine, verjetno nekateri Inti Limani, njihove andske glasbe, poeta čilskega Viktorja Jare, ki so ga počisti zgodovinsko umorili v prvih dneh po državnem udaru. Dogodki v Čilu so navdihnili tudi Hollywood. Film Missing, Pogrešani, zgodba o mladem Američanu, simpatizerju leve vlade v Čilu, ki so ga vojaki umorili, je prejel nekaj Oskarjev. Poznamo Isabel Allende, eno najbolj poznanih pisateljic v svetu, sorodnico čilskega predsednika Salvadora Allendeja, in njen roman Hiša duhov, film, ki je bil narejen na podlagi te knjige, v katerim je prisotna tudi tematika državnega udara v Čilu 73. je prav tako prejel številne Oskarje. Morda na začetku čisto na kratko, verjetno zanima, o hrvaški skupnosti v Čilu. Številke varirajo od 200 do 400 tisoč, začeli so prihajati v drugi polovici 19. stoletja, večinoma Dalmatinci iz Brača, Ugljena in z drugih otokov. Zanimivo, po drugi svetovni vojni hrvaške politične štaške, recimo emigracije v Čilu praktično skoraj ni bilo. Te so šli v Argentino. Mnogi Hrvati in njihovi potomci v Čilu so se v novem okolju izredno uveljavili, gospodarsko, politično in sicer družina, dinastija, pravzaprav Lukšič, je ena najbogatejših vsej v Južni Ameriki po osamosvojitvi Hrvaške, kateri, to veste, so investirali močno v hrvaški turizem in v industrijo. Hrvati so se uveljavili tudi v politiki. Pedro Bušković, socialist, ekonomist svetovnega formata, je bil nekaj časa gospodarski minister v Allendejevi vladi. Po državnem udaru mu je uspelo pobegniti iz Čila, obiskal je Slovenijo nekajkrat, bil je predvsem povezan z tem centrom ICP, čas je bil pomembnejši kot danes. Z Bežigradom. V novejši čilski zgodovini sta tudi recimo ostala močno zapisana dva krščansko-demokratska politika hrvaškega porekla, Edmundo Žujević in Radomiro Tomić, ki je bil pravzaprav takrat tudi predsedniški kandidat 73. Čile je najdaljša država na svetu, osrednji najbolj naseljeni del, tako kot osrednja Argentina, celotni Urugvaj in južni del Brazilije, sodi klimatsko gledano in po številu priseljencev
iz Evrope v tako imenovan najbolj evropski del Južne Amerike, ker je bila klima za evropske priseljence najugodnejša. Čile in Urugvaj sta sodila in tudi danes sodita po BDP per capita, po razvitosti na sam vrh Južne Amerike. Ne povemo tudi, Čile je eden od 2 južnoameriških članic OECD. Prva leta 2010 skupaj z nami so postali članica OECD. Druga je Kolumbija, ne vem zakaj, no, ampak države kot Argentina morda, ki bi prej to pričakoval, pa Urugvaj pa že niso še članice. Čile je bil po razvoju marsičem podoben ostalim omenjenim južnoameriškim državam, v marsičem pa tudi ne. Vojska je tudi v Čilu imela tradicionalno pomembno vlogo, vendar pa je bila vloga vojske v Čilu pred 1973 manj pomembna kot marsikje drugod. Je pa vojska tradicionalno bila organizirana še po pruskem, nemškem vzoru in je veljala za učinkovito in dobro organizirano. Skoraj 4 desetletja pred 1973 v Čilu ni bilo vojaških državnih udarov. Čile je veljal za državo s strankarsko parlamentarno demokracijo, ki je med najstabilnejšimi v Južni Ameriki. Populizem v čilski politični zgodovini je manj prisoten kot drugod v Južni Ameriki, naprimer v Argentini sploh. Drugače kot drugod v Južni Ameriki sta bila v Čilu dolgo, tradicionalno, lahko rečemo po evropskem vzoru, prisotni predvsem 2 veliki stranki, se pravi socialisti in krščanski demokrati. Dokaj netipično za tisti del sveta. 60. in 70. leta prejšnjega stoletja so bila v Južni Ameriki leta velike politične in socialne nestabilnosti. Sem prehiter? Je v redu? V 60-ih imamo revolucionarne dogodke na Kubi in tamkajšnjo instalacijo socialističnega komunističnega režima. Smo v obdobju hladne vojne, v Washingtonu še vedno velja, bolj kot kdajkoli prej, Monroejeva doktrina, da je celotno področje, poenostavljeno povedano, dvorišče ameriških strateških, političnih in seveda gospodarskih interesov. Za ZDA je veljal imperativ, da se Kuba ne sme ponoviti še kot drugod v Latinski Ameriki, toliko manj v Južni. Tisti, tako v Južni Ameriki, kot tisti, ki se ponovitve kubanske izkušnje niso želeli, so stavili na oborožene sile. Vojska je v Južni Ameriki do takrat tradicionalno intervenirala v obdobjih politične in socialne nestabilnosti, vendar za krajše obdobje. Praviloma po nekaj mesecih se je umaknila v vojašnice in zopet dala krmilo civilistom, predvsem predstavnikom oligarhije. V 60. in 70. pa je bilo drugače. Vojska z državnim udarom prevzema oblast, zato da bi na oblasti tudi ostala. V Braziliji je vojaška diktatura trajala celo od 64. do 85. Le nekaj mesecev pred državnim udarom v Čilu je vojska prevzela oblast v Urugvaju. Tudi tam je ostala na oblasti do 85. 3 leta po državnem udaru v Čilu je vojska prevzela oblast v Argentini, tam je ostala na oblasti 7 let, do 83. V Čilu je vojska prišla na oblast septembra 73 in ostala na oblasti praktično do 1990. Zelo dolgo. Salvador Allende je zmagal na predsedniških volitvah leta 1970. Bil je prvi, prijel je le nekaj več kot 36% glasov. Za predsedniško mesto so namreč takrat kandidirali 3 kandidati. Allende, zdravnik po profesiji, je bil marksist in obenem net zagovornik ustavnosti, parlamentarne demokracije in pravne države. Na oblast je prišel legalno in legitimno. Izvajati je začel program nacionalizacije, zemlje, industrije, uvajanja zdravstvene in socialne zaščite za vsakogar in podobne za Čile takrat in seveda za Južno Ameriko revolucionarne poteze. V Čilu in izven Čila, predvsem v ZDA, pa je obstajal bojazen, da bi bila njegova vlada eventualno uspešna in bi tudi drugod po Južni Ameriki služila za zgled. Da je ameriška obveščevalna služba aktivno sodelovala pri pripravi državnega udara v Čilu, to ni noben mit, to so potrjena dejstva. Strah pred možnostjo tako imenovanega uspešnosti Allendevega eksperimenta
je bil verjetno eden od poglavitnih, če ne poglavitni razlog za puč proti Allendejevi vladi. Potrebno je tudi omeniti, da vsi v Allendejevi vladi oziroma da vsi, ki so njegovo vlado podpirali, niso bili demokrati, kakršen je bil on. Bili so tudi radikalni levičarji, ki so bile na Allendejeve reforme prepočasne, več skorajda meščanske. Bili so tudi levi teroristi, prihajalo do divjih zased posestov, levega nasilja, revolucionarnega nasilja, neučinkovitega upravljanja konfisciranih podjetij, atentatov na desne politike, seveda je bilo tudi zelo veliko desnega terorizma. O tem so povedali in pisali tudi nekateri kasneje podporniki Allendejeve vlade. Zaradi takšnih potez so nekateri politični dejavniki v Čilu, ki so tradicionalno sicer bili proti rešitvam po modelu državnih udarov, naprimer krščanski demokrati, ali pa vsaj del krščanskih demokratov, na koncu podprli vojsko in njen udar. Vojska se jim ni oddolžila, temveč je ukinila parlament in proklamirala začasno neveljavnost ustave. Skratka, delovanje radikalcev v Allendejevi vladi je bil izgovor vojski in ne samo vojski za izvedbo državnega udara. Ob tem se postavlja vprašanje, ali niso izkušnje Allendejeve vlade vplivale na Danijela Borića, ki je pred drugim krogom predsedniških volitev dokaj omilil svojo radikalno govorico. To je zelo pomembno vprašanje, se mi zdi, na katero bo skušal verjetno odgovoriti kolega Simon Teko. Ja, državni udar v Čilu je začel z bombardiranjem predsedniške palače La Moneda. Bil je to eden prvih televiziranih državnih udarov, gledali smo, verjetno se spomnite, letala so napadla La Monedo. Državni udar je v prvih dneh izredno brutalen, represija je bila sistematična, pripravljena. Število državnega udara gre v tisoče, na 10 tisoče jih je bilo aretiranih in mučenih, tisoči so si rešili življenje z begom iz Čila. Državni udar v Čilu, represija, ki jo je izvajala vojska, je odjeknila v svetu. Leve in ne samo leve sile so s tem svarile pred možnostjo ponovitve takšnega scenarija tudi drugod. Manj znano je pa mogoče, da je to veljalo tudi za Evropo. Namreč ta strah pred vojaškim udarom takrat. V 70-ih letih so bile ponekod v zahodni Evropi, naprimer v Italiji, komunistične stranke izredno močne. Postale so tudi vse bolj eurokomunistične. Na horizontu je bila možnost njihove zmage na volitvah. Tudi v Italiji je obstajala ta možnost. Zato je KPI, Italijanska komunistična stranka, še posebej opozarjala na to, kar se je zgodilo v Čilu in svarila pred ponovitvijo takšnega scenarija v Italiji. Možnosti državnega udara desnice s pomočjo dela vojske in tujine, konkretno ZDA. V tedaj frankistični Španiji je bilo v sredini 70-ih prejšnjega stoletja na horizontu možnost tranzicije v demokracijo. Vojska pa je bila še vedno zelo močna. Ilegalne leve stranke v Španiji, ko sta bila komunistična in socialistična stranka, sta na temelju čilskega scenarija tudi svarili pred tem, da se to ne bi zgodilo tudi v Španiji. Kot povedano, ni šlo za tradicionalni južnoameriški vojaški udar, golpe. Vojska je bila prišla na oblast na temelju modela razvoja, ki je zagovarjal najprej varnost, z drugimi besedami vojaški prevzem oblasti. Ta varnost pa naj bi bila predpogoj za uspešen razvoj celotne družbe. V ospredju je bil gospodarski model, ki je bil povsem neoliberalen. Deregulacija, denacionalizacija, privatizacija, spodbuda zaščita privatnega, domačega in seveda tujega kapitala. Načrte za izpeljavo tega načrta razvoja je izdelala skupina čilskih ekonomistov, ki so večinoma doštudirali v Chicagu. Zato so jim po domače imenovali Chicago Boys. Inspiriral pa jih je še posebej ameriški ekonomist, Berovc, profesor v Chicagu Milton Friedman, ki je zagovarjal neoliberalni model razvoja s tako imenovanim trickle-down efektom. Slovensko se temu reče učinek pronicanja, ne, bereš zgor in potem ne bi se porazdelila tudi na dol. Kako komprimirati skoraj 20 let vojaške diktature v Čilu? V prvem obdobju je bil režim izredno brutalen. Brutalna represija je po prvem obdobju nekoliko popustila.
Kar zadeva gospodarski model razvoja, ki ga je vojska seveda ob pomoči in podpori dela civilne družbe in tujine aplicirala, pa je z leti v določenih krogih tudi po svetu začel veljati za uspešnega. Čilski model gospodarskega razvoja je za nekatere postal nekakšen role model. Ko sem v sredini 80-ih let kot novinar obiskal Čile, lahko pa je bilo to zato, ker ni bil potreben vizum. Jugoslavija je sicer prekinila diplomatske odnose, bili so pa konzularni zaradi hrvaških emigrantov, seveda. In se mogel malo pogajati na veleposlaništvu, in potem so rekli, ok. No, in smo prišli v delo oddajo televizijsko. Moram reči, ne bom nikoli to pozabil, da me je v Santiago de Chile podučil o tem, da imajo v Evropi, da imamo zelo mnogi zgrešeno predstavo o gospodarskem siceršnjem razvoju v Čilu, se pravi negativno predstavo, in da je položaj veliko boljši, kot si mnogi predstavljajo, nišče drug kot predstavnik socialdemokratske Friedrich-Ebert-Stiftung v Santiago de Chile. Tudi jugoslovanski konzul v Santiago je govoril precej podobno. No, to je bilo obdobje, ko represija ni bila več vse prisotna in brutalna, bilo obdobje dokaj počasne tranzicije v smeri spremembe režima. Ilegalno, pa niti ne tako ilegalno, so se formirale in delovale posamezne stranke, tudi socialisti, na primer, njihov naslov je bil med informiranimi več ali manj javna tajna. In tja smo prihajali novinarji. Krščanski demokrati in številni od tistih, ki so v 70-ih letih podprli državni udar, so v drugi polovici 80-ih delovali že kot opozicija. Južnoameriški mednarodni kontekst je v drugi polovici 80-ih seveda zelo drugačen, kot je bil v prvi polovici 70-ih. Vse okoli Čila so vojaške diktature padale, ena za drugo. V Španiji je padla frankistična diktatura. No, sovjetski vojaški blok je vse bolj bil v krizi, nevarnosti, da bi nekje v Južni Ameriki nastal režim po kubanskem vzoru, ki bi ogrožal še posebej geostrateške, gospodarske, etc. Interese ZDA, ni bilo. Vojaški režim v Čilu je na zahodu tudi med tistimi, ki so svoj čas ga podpirali, zaradi vse bolj znanih njegovih zločinov, postajajo vse bolj zadrega. Gospa Margaret Thatcher je bila ena od teh podpornic. Kar zadeva položaj v Čilu, sem se lahko tudi sam prepričal, da ni vse tako, kot sta povedala predstavnik nemške socialdemokracije in jugoslovanski konzul. Čilski neoliberalni gospodarski model ni bil tako zelo uspešen, kot se je govorilo nekje v nekaterih krogih, plačne sicer razlike med posameznimi deli prebivalstva so se sorazmerno še povečale. Radikalna leva opozicija je bila aktivna tudi z atentati, prihajalo je do izbruhov socialnih političnih protestov, ki jih je režim še vedno brutalno zatiral. Kmalu bom perfekt. Vendar telegrafsko in komprimirano. Januarja 90 je predsednik Čila postal krščanski demokrat Patricio Aylwin, ki je bil prvi demokratično izvoljen predsednik Čila po septembru 73. Predtem, 88, je bil tudi referendum, na katerem se je večina jasno odločila za spremembo ustave. Zanimivo je, da tedanji rezultat je natančno tak, kot je bil drugi krog volitev, ko je bil Boris zdaj. Pardon, se pravičujem, za ustavodajno skupščino. 88. Oktobra 2020 so izbrali ustavodajna skupščina, ki deluje, ki ima isti procentov med tisti, ki so sa desničari. No, ampak, okej, jaz sem pa tako, moja informacija je, da je 88, na tem referendumu bilo isto. In potem pa isto kot... Imamo še bolj dolgi. No, in skratka, pred 2 letoma, je bila izglasovana na referendumu nova ustava. Od januarja 90 je sledilo Čilu 5 predsednikov, 2 sta bila socialista, en je bil Lagos, drugi je bila gospa Bachelet, je zdaj visoka funkcionarka v OZN.
in Gabriel Borić bo 6. predsednik. Po padcu vojaške diktature ob koncu 80. prejšnjega stoletja v navdušenju ki je spremljal njen padec, je tudi v Čilu in Južni Ameriki nekako rečemo, in morda še kot drugod, zgledalo, da je konec zgodovine, v smislu, da je pred državo le še demokratična prihodnost. No, v obdobju pred zadnjimi predsedniškimi volitvami, na katerih je sicer prepričljivo zmagal Daniel Borić, se je pokazalo, da je polarizacija političnih sil znotraj Čila še vedno ali pa znova zelo velika. Borićov protikandidat Karst je nastopal v slogu ameriškega predsednika Donalda Trumpa in brazilskega desničarskega populističnega predsednika Bolsonara. Ta pa, kot vemo, ima tudi podporo brazilske vojske. Borićov protikandidat Karst je hvalil Pinochetov režim in poveličeval model razvoja čilske vojaške vlade. Svaril je, da bo v primeru zmage Daniela Borića Čile postal druga Venezuela. Povemo pa, da je po volitvah čestital Boriću za zmago in mu želel veliko uspeha, kar Trump, kot vemo, ni storil. Bajno. Kakšno smer bo šel Čile? V kakšno smer bo šla čilska vlada? V kakšni smeri gre in bo šla Južna Amerika? Je sploh mogoče govoriti o kakšni skupni smeri? Svet je danes povsem drugačen, kot je bil v času državnega udara septembra 1930 v Čilu, ko je bila, na primer, Kitajska še zelo revna država. No, mimogrede Venezuela, ko govorimo o tem, danes morda bi Američani želeli pa uvažati nafto iz Venezuele, da kompenzirajo to, kar se dogaja na drugi strani sveta. No in čisto kot mogoče malo kot provokacija v smislu, da razumemo, kako je situacija drugačna, ne povemo kuriozum. Ko je pred tedni argentinski predsednik Fernández obiskal Peking, je kitajska stran pokazala veliko razumevanja za argentinsko zahtevo po vrnitvi malvinskih, falklandskih otokov s strani Velike Britanije Argentini. In takrat, ko se spomnimo, ko je bila ta vojna, smo vsi ploskali britanski Navy, saj to je bilo tudi povezano z padcem režima vojaškega v Argentini. No ja, danes mislim, da bi marsikdo od tistih, ki je takrat ploskal Navy, pa privoščil v Argentini, da bi ti Falklande nazaj, kakorkoli že. Malce provokativno, no in naj inspirira druge paneliste, jaz se pa opravičujem, če sem bil predolg. Ja, hvala lepa, Bojan. Bomo kar nadaljevali, bom dal besedo tebi, Simon. Izvoli. Moram gledati tukaj. Kot prvo, Bojan, si imel prav, se te opravičujem, si imel prav, tega sem jaz nekaj mešal. Jaz sem bral, ker rajše, se pravi, pišem kot govorim, se pravi, moje slovenščine je boljše, ko pišem, mislim, da kot takrat, ko govorim, zato ker pač predolgo sem delal zunaj. Mislim, da Bojan si povedal večinoma te zadeve, se pravi, kaj se je dogajalo, primerjava se Allendovo vlado in z Borić je zelo težko narediti, ker gre ne samo za generacije drugačne, če ne tudi za obdobje, popolnoma drugačne zadeve. Borić je to, ko si sam povedal, ti je zmagal za zelo visok odstotek kot kandidat koalicija Apruebo Dignidad, odobravan dostojanstvo. V drugem krogu predsedniške volitve je dobil skoraj 56% glasovi in s tem postal najmlajši predsednik v čilske zgodovini. V njegovi izvolitvi vidijo analitikov možnost za ponovitev vzpon levice v drugih latinskoameriških državah po večletnih prevladi politične desnice. Ko je bil julija lani izbran za predsedniški kandidat med prvake stranke Frente Amplio in komunistične stranke, ki sestavljata koalicijo Apruebo Dignidad, se pravi odobravan dostojanstvo,
je Boris citiral znani stavek nekdanjega predsednika Salvadora Allendija v njegovem poslovilnem govoru, ki ga je imel po radiju tik pred smrtjo 11. septembra 1973 leta. Rekel je, citiram, prišel bo dan, ko se bodo odprli velike drevoredi, po katerih bodo prihajali svobodni moški in ženske, ki bodo gradili boljšo družbo. Citat, konec citata. Citat ni bil naključno izbran. Boris je volilno kampanjo vnesel spomin za tisto socialistično vlado iz zgodnjih 70 let, ki jo je čilska vojska krvavo zatrla. Po drugi strani, in to, kar je zelo zanimivo, pa je pretrgal vezi s tradicionalno leve sredinske strankami, in to so bili socialisti, tudi krščanski demokrati, radikalci in vse ostalo, ki so vodili demokratično transicijo leta 1990, ko se je končala diktatura. S tem je naredil prelom na levem političnem prizorišču in uresničil prodor tako imenovane generacija brez strahu v visoko politiko. Ta generacija je za diktaturo in njene kriminalne dejanja zvedla od svojih staršev ali šolskih klopih. Gre za mlado levičarsko generacijo, ki se je oblikovala v srednjih šolah in univerzah in je očitala levo-sredinske politične strankam iz obdobja tranzicije, da niso bili zmožni odpraviti neoliberalnega sistema, ki ga je v Čilu postavila vojaška diktatura. Za mnoge, tukaj že nekako si ti povedal, Bojan, za mnoge, ki že dolgo gledajo na Čile kot na model gospodarskega in družbenega razvoja, se ta zla po spremembe morda sliši čudno. Neoliberalni model postavlja trg kot glavni steber delovanja družbe, brez protivteži, subsidiarno podrejenost države, ki ne posega in se ne umešava v gospodarstvo, posledično pa reševanje družbenih problemov ureja prek zasebnih sektorjev v zdravstvu, pokojninskem sistemu, ki v oklepaju nekateri slovenski vladi, se spomnim, pred časom so poslali delegacijo v Čilu, da so gledali tega sistema, ki je izredno kočljivo, izobraževanju in stanovanjskem področju ter odpiranje tržnih mehanizmov in tujih naložb. Treba povedati po pravici, da cilje, ki jih je ta model sprožil, so pozitivno in močno vplivali na čilsko gospodarstvo. Jaz, ko sem vrnil prvič v Čilo leta 2000 je bilo, sem pa bil presenečen, kako je celotna družba se je spremenila. Je bilo čisto neki drugi svet. Konec prejšnjega in v tem stoletju so spremenili podobe države. Toda kaj ki malo sta se pojavila dve velike težave, ki so pokazali na meje tega modela in sa tem na njegovo izčrpanost. Na eni strani se je skrajna revščina sicer zmanjšala, a se je po drugi strani izjemno povečala neenakost. To je eno problema, ki imajo ne samo Čilo, če ne nekje druge, ampak v Čilu je največja percentualno in vse ta neenakost, ki imenujemo, ki je neka ekonomsko-sociološko kategorija. Država je ostala brez vsakršne razvojne politike, razen tisti, ki jo favorizira trg sam po sebi. V čilskem primeru je to izkoriščanje naravnih virov oziroma izvažanje surovin. Državno gospodarstvo in s tem prebivalstvo sta postala žrtev tržnih kapric oziroma odvisna od nihanja cen oziroma cen surovine na svetovnih trgih, kar je Čilence oktobra leta 2019 dokončno spravila od potrpljenja. Borisova zmaga in njegov vladni program sta znova postavila v središče pozornost latinskoameriško levico, ki je na začetku stoletja prišla na oblast v večjem delu celine, a je v zadnjem desetletju nazadovala. O tem se postavlja vprašanje, ali je zmaga levice v Čilu pomeni, da se na celino vrača rdeča plima, o kateri so govorili na začetku stoletja. Regionalno gledano je ta levica med seboj ideološko, organizacijsko in programsko se precej razlikuje.
Vprašanje je tudi, kaj označuje to levico, ki sega zdaj od Boriša do avtoritarnih voditeljev, kot sta Nicolasa Madura v Venezuela, Daniela Ortega v Nicaragua, in v čem je ta levica podobna tisti izpred 2 desetletij. Pustimo stran določene zadeve Latinske Amerike. Boriš ima sa partnerico v vladi čilsko komunistično stranko, ki je bila tudi del Unida Popular, se pravi ljudske enotnost, ta koalicija, Allendova koalicija v tistem času. Vendar sam ne govori o proletariatu ali proletarski revoluciji. Sploh ne govori o revoluciji, temveč o prekerstvu in ranljivost, ki je izpostavljen srednji sloj. Prav tako ne uporablja besede socializem, temveč govori o, citiram, gradnji sodelujoče in vključujoče družbe, v kateri bo država zmožna zagotoviti univerzalne socialne pravice, ne glede na to, kje si rojen, iz katere narodnosti izhajaš ali kakšno barvo kože imaš. Konec citata. V svojem vladnem programu izpostavlja, citiram, polno spoštovanje človekovih pravic, decentralizirano državo, ki bo prevzela odgovornost za naravovarstvene izzive in podnebne spremembe. O tem poudarja, da, citiram, to ne pomeni prihoda rdeče mrzlice v Čilo, ker ima vse to preprosto opraviti le z zdravo pametjo. Konec citata. Za končni cilj si je zadal premagati današnjo logiko o družbi, ki temelji na prepostavki, naj se reči, kdo se more. Nova vlada v Čilu se bo soočila z velikimi izzivi pri uresničevanju vladni program, ki med drugimi vključuje ukrepe, kot so dvig davkov za najbogatejše in za velike podjetja, odpravo sedanje pokojninskega sistema in oblikovanje univerzalnega sklada za financiranje razvoja javnega zdravstva in šolstva. Poleg tega je predvidena aktivna podpora srednjih in malih podjetij ter gradnje mreže geotermičnih centralne za pridobivanje električne energije. Ne predlaga nobene nacionalizacije, niti državno lastnino, temveč državo, ki naj podpira zasebne podjetje pri razvoju določenih ključnih gospodarskih sektorjev. Z drugimi besedami, država naj bi financirala visoke tvegane raziskave in investicije, ki pa vendar imajo visok razvojni potencial. Za uresničitev celotnega vladnega projekta je nujno potrebno sprejeti novo ustavo, ki je v teh mesecih v procesu oblikovanja oziroma nastajanja. Stara ustava, ki jo je vsilil Augusto Pinochet leta 1980, tega ne omogoča, ker so vanjo ugrajene neoliberalne paradigme, ki minimizirajo vlogo države na socialnem in ekonomskem področju. Kar zadeva tekočo vladno politiko, Boriš nima parlamentarne večine, država pa politično je precej razdeljena. Z podobnimi ovirami se soočajo tudi drugih levičarske vlade v Latinske Amerike. Glede osebnega ideološkega prepričanja Boriš pravi, citiram, izhajam iz čilske, ameriške libertarne socialistične tradicije. To je moj ideološki referenčni prostor. Sem demokrat in verjamem, da se mora demokracija spremeniti in se prilagoditi in ne okameneti. Po mojem, demokracija v Čilu še nima potrebne konsistence. Konec citata. O tem pa rad ponavlja, da je njemu in njegovi ekipi jasno, da bodo nadgrajevali in delali na temelji, ki so bili postavljeni v preteklosti. V zvezi s tem rad citira skladatelja in dirigenta Gustava Mahlerja, ki je menil, da tradicija ni v čaščenju pepela, ampak v ohranjanju ognja. To je tisto, ki bi lahko definiral. Se pravi, gre za neke popolnoma
drugačnega, kar je bilo v času Allendova. Poleg tega je zelo pomembno gledati, kaj se je dogajalo leta 2019, ko učilo se je popolnoma spremenilo celotno dogajanje in protestni shodi, ki so imeli učilo, ki je bilo ven iz institucije in stranke. Stranke so viseli, sindikati in vse ostale so viseli. In dejansko te demonstracije so bili srednjo nasilne, srednjo močne in vsi so bili presenečeni povsod, zaradi tega, ker so Čile je veljala vsa, se pravi ekonomsko v Latinsko Amerika najbolj stoječe in zadeve pa niso bili tako. Zdaj, Borić tukaj je naredil neko potezo, ki so drugi mu zamrli, tudi znotraj ta nova levica, je to, da je predlagal, da se rešujejo te problematike, da se sprejme nove ustave. Zanimivo je, da to so ljudi organizirali sami, brez stranke, brez sindikati in preko socialnih mrež, preko interneta. In to je bilo izredno zanimivo, ker so šli mimo. Država lahko je delala, kar je hotela in ni mogla obvladati te množice. In to je neka zadeva, ki nekako, jaz mislim, da to ni samo za Čile, značilno lahko v Evropi pride kaj takega. No? In Borić je tisti enostavno, ki je interpretiral, kar so hoteli te množice v tistem času in teh mladih ljudi. In njegova vlada pa danes sestavljajo od 33-letnik starost do 40 let so 24 ministrov, 10 moški in 14 ženske. In pač imajo popolnoma neki drugi koncept, nekateri pravijo socialdemokratski koncept. Zdaj treba gledati, kam in kje gre to. To je to. Najlepše hvala za zanimivo pojasnila okoli situacije v zvezi z izvolitvijo novega predsednika Gabriela Borića. Kakor sem prebral, on je združil 8 strank v svoje poimenovano v angleščini Democratic Socialism Progressivism. To je blok, kakor sem prebral. Ja. No, ampak za ustavne spremembe bo on potreboval seveda večino, večjo, kot jo pa on ima. On celo ni ta blok Frente Amplio, se pravi širok fronte, ki je po vzoru Uruguaja. In imate male stranke in to je on to notri. Zelo zanimivo. Zelo zanimivo je. Seveda on obljublja precej radikalne zadeve za Južno Ameriko, zato mislim, da je čas, da prosimo našo gostjo, gospod Uršo Geršak, da pokaže malo ta širši kontekst, v katerem smo v začetku nekaj malih dveh. Ja, najprej hvala za povabilo. Predvsem sem vesela tudi zato, da sem med vami, ker sva samo 2 ženski. Upam, da se bomo naučili kaj od Borika ali Borića, ki ima v svoji ena od prvih stvari, ki jih je naredil, tudi kot odgovor na močno feministično gibanje v Latinski Ameriki, v več državah, v Južni Ameriki sploh. Se pravi, ne samo enako število, ampak 14 žensk in 10 moških. Zdaj, kolega sta že precej povedala tudi o tematiki, ki bi jo morala jaz. Jaz steklene krogle nimam, ta vprašanja so bolj za neko stekleno kroglo, ampak sem bolj pripravila kot nizanje nekih misli, morda tudi nekih podatkov, da morda se porazvije debata. Želela sem začeti z nečem drugim, ampak bom se navezala predvsem na, če dovolite, na Borića in pa na samo spremembo ustave in kako se sprejema ustave, ker se mi zdi zelo pomembno, zato ker je res na način poskus neke participativne demokracije. Zakaj je to pomembno? Zato bom potem povedala tudi številke, zato ker je reprezentativna demokracija v Latinski Ameriki kot v Evropi v zelo globoki krizi.
In politične elite, pravzaprav vsaj po odstotkih, za Latinsko Ameriko, konkretno za Čile, imajo zelo nizke odstotke. Pa bom zdaj vam že to povedala, to je anketa, ki jo izvedla Organizacija Združenih narodov, in sicer, kdaj je izvedla, leta 1991, se pravi po končanju vojaške diktature, tranzicija, a ne, v demokratični sistem, je že takrat 54% Čilencev zavračalo, ni zaupalo ali ni verjelo državi, in tudi ne političnim strankam. Med letom 2017 in 2019 ta odstotek neverjetno, mislim, saj zame je bilo ogromno presenečenje, naraste na 80 do 95%. Se pravi, v teh 2 letih niha med temi odstotki in to je zelo pomembno, a ne. Zelo pomembno je zato, ker enostavno politične elite nimajo tudi nekredibilnosti, kar se počasi, se mi zdi, dogaja tudi v Evropi. Jaz večkrat rečem, da je Južna Amerika, Latinska Amerika pravzaprav vedno nam je lahko, Evropa bi lahko malo več pogledala, kaj se tam dogaja, ker nekako potem se počasi prenaša tudi na naše področje, seveda drugače, posplošujem. Recimo, govorila sta kolega oba o neoliberalizmu v laboratoriju Chicago Boysov v Čilu. Kmalu potem nastopi Thatcherjeva, tam tudi 78 približno, in zdaj smo vsi nekako v tem valu nekega neoliberalizma, ki pa dejansko, vsaj za Čile, kot je povedal kolega Simon, ni prinesel tega, kar so obljubljali, napredka, da ko bodo sprostili trg in državo umaknili iz vsega, sploh pa to ne moreš narediti v nekih državah, kjer je neenakost tako velika, kjer je revščina, kjer imaš staroselce, kjer imaš več stoletij, ljudje živijo v različnih stoletjih, tega ne moreš narediti, samo prenesti nek zahodni model v drugo državo, je prinesla revščino in neenakost. Kar nenazadnje se počasi dogaja, na žalost, tudi v Evropi, vedno več je neenakosti, vedno več je neke revščine. Želela sem pa začeti, čeprav sem že začela, z citatom, ki mi je zelo blizu in zelo všeč, čilskega režiserja dokumentarnih filmov, tudi prebežnika, begunca iz Čila, tako kot Simon v času državnega udara, on deluje v Parizu, Patricia Guzmana. Če ne poznate, mislim, da se tudi na YouTubu lahko dobi, on ima dokumentarce tudi o Pinochejevem režimu, o tem, kar se je dogajalo v Čilu. Predvsem pa povezuje naravo in samo okolje z družbeno-političnimi dogajanji, diktaturo, staroselskimi prebivalci in našim spominom. In nas tako umešča v nekaj večjega in veliko bolj mogočnega. On pravi: tisti, ki se spominjajo, tisti, ki imajo spomin, so sposobni živeti v krhki sedanjosti. Tisti, ki spomina nimajo prostora, kjer bi sploh lahko živeli. Mislim, da je to zelo pomembno tudi v luči Borićeve vlade. Zdaj, če dovolite, če vas zanima, mogoče ta sprememba ustave, kako poteka, sama sprememba ustave so zahtevala civilna gibanja. Zdaj, nemiri, protesti so se začeli v Čilu, če se ne motim, že tam okrog 2001, kulminirali 2019 s feminističnimi gibanjimi mladih za večjo socialno pravičnost, za drugačno družbo. In je zanimivo, da za spremembo je glasovalo 78% Čilencev leta 2020. Izvolili so pa potem tudi 155 članov, minus 17 članov te konstitutivne skupščine, ki bojo pisali pravzaprav ustavo, razen 17, ki pa so predstavniki staroselskih ljudstev, kar je za Čile pravzaprav tudi zelo velik pomen. Je zelo pomembno, ker vemo, da imajo, najbolj poznamo, imajo nenehne, ne bi rekla težave, nenehno nerazumevanje kažejo do Mapučev prejšnje vlade, do staroselskih prebivalcev na jugu Čila. In oni bodo napisali ustavo, o kateri bodo odločali letos, potem spet na referendumu. Ta ustava prevladujejo, zanimivo je, da prevladujejo neodvisni kandidati, ki so bili izvoljeni, in takratni opozicijski kandidati. Večina sestavlja pač to skupino. In še nekaj pomembnega je, da je enako število moških in žensk
v tej skupini 155. Pisali bodo o vlogi države, kakšen režim bo ta država imela, priznanju staroselcev in njihovih pravicah. Tle bo imel Čile zelo velik problem, ker bojo morali poseči v pravice lastnine, če jim želijo dati določene teritorije, ozemlja in tako naprej. Tle bo verjetno gospodarska elita čilenska imela veliko težav in pa predvsem kakšen model bojo izbrali. Čile in Urugvaj sta namreč danes redki državi, obe sta tako imenovani beli državi, poleg Argentine v Južni Ameriki, kjer so tudi veljale vedno kot najbolj razvite, najbolj zahodne in tako naprej. Nimata v ustavah zapisana eksplicitno priznavanja staroselcev. Medtem ko recimo Bolivija pa Ekvador, tudi zaradi tako imenovanih socialističnih vlad 21. stoletja, v ustavi priznavajo že plurinacionalnost države in pa tudi pravice staroselcev. Zdaj bomo videli, v katero smer se bo obrnila nova ustava. Glede varovanja okolja so tudi odprta vprašanja, tudi o tem bojo v ustavi pisali. Se pravi, Čile je država, ki večinoma pridobiva rudo, je Simon že omenil, in zdaj se sprašujejo, kako bojo regulirali to ekstraktivno dejavnost z nekim varovanjem okolja. Večina vode, tako virov kot upravljanje z vodo, je v Čilu privatizirana. Kako se bojo odločili v ustavi, ali bojo v ustavi zapisali, da je voda javna dobrina, kakor si želijo narediti. Tako da to pisanje ustave mislim, da je zelo zanimivo, nekako poskuša biti čim bolj participativno in se mi zdi tak zelo zanimiv primer, kaj se dogaja. Zdaj, glede, mogoče sam še na hitro o Čilu, morda samo na hitro. Zdaj, kot je rekel Simon, zmanjšala se je revščina, ni se pa uspela zmanjšati neenakost in predvsem nepravična porazdelitev dohodka. To je značilnost celotne Latinske Amerike. Se pravi, recimo leta 2017 je Cepal navedel, da ima 10% bogatašev v rokah 66,5% vsega bogatstva. In to so razmerja, ki nekje vladajo v Latinski Ameriki. Čile pa kar prednjači tudi, in tudi OECD, katerega član je Bojan povedal, ta država opozarja na to dejstvo. Zdaj, kar se pa tiče morda samo še, velik problem Borica po mojem mnenju je, da v parlamentu nima absolutne večine, kar zna biti problem. Je pa res, da se je že kot poslanec, ker je bil mislim, da v 2014 poslanec v parlamentu, se je izkazal za zelo dobrega pogajalca tudi z drugimi strankami. Se pravi, je vključujoč, kar dokazuje tudi informacija, ki jo je podal Simon, ali pa Marjan, da je v svojo vlado vključil ne samo ljudi iz svojega kroga ali svoje koalicije, kar so mu tudi očitali. Morda zdaj pa problem bo imel s čilskimi podjetniki, z elito, ki seveda se boji in je proti vsaki spremembi, ker pomeni, da se mora odreči svojim privilegijem. To pa je spet problem tudi v drugih latinskoameriških državah, kjer vladajo pravzaprav te oligarhične družine. Kar se tiče same Južne Amerike, malce bom zašla v Latinsko Ameriko, nekje leta 1990 imamo številne poskuse, da bi, takrat je razen Kube, se mi zdi, so vse države imajo vsaj demokratično izvoljene vlade, po letu 90 v Latinski Ameriki. In so številni poskusi teh vlad, da bi se, to je z vrha navzdol poskusi, da bi se spremenila ta družbena situacija, nekje obrnile razmerja moči, ki v veliki večini prebivalcev ne omogočajo emancipacije, dostojnega življenja, nimajo glasu v teh družbah, razne marginalne skupine, kar se pa vleče seveda strukturno že iz kolonialnih časov. Ti poskusi so po mojem mnenju zelo pomembni, ne glede na to, da so mnogi rezultirali
prav v grozljive vlade, kot je Madurova, a ne, žal. Ampak imamo različne cikluse, imamo ta ciklus rdeče plime, imamo Chaveza, Moralesa v Boliviji, Lulo v Braziliji, Mujico v Urugvaju, imamo Korejo v Ekvadorju, a ne. Vsak s svojimi značilnostmi, kot smo rekli, nekateri propadli poskusi, ampak vseeno je to za Latinsko Ameriko zelo pomembno, ker smo priča nekemu drugemu diskurzu. Besedo dobi ta drugi, ki je vedno iz teh zelo rasističnih družb izključen. Se pravi staroselec, mestic, revež, če želite, a ne. In boj za socialne pravice ravno s temi vladami postane del političnih programov tudi konzervativnih strank. Brez tega več ne gre. Vsaj v manjši meri, tudi v Latinski Ameriki, kar prej ni bil primer. Potem sledi to krajše obdobje teh nekih konzervativnih vlad, Macrija v Argentini, Bolsonara v Braziliji in Finiere v Čilu. Zdaj letos, leto 2020, bo pa še zelo zanimivo. Morda bomo res priče še nekemu novemu valu nove levice. Rekli smo Borića, potem imamo Pedra Castilja v Peruju z njegovimi težavami, Xiomaro Castro v Hondurasu in pa morda zmaga Lule v Braziliji in pa Petra v Kolumbiji. To so vsi nekje levo-sredinski kandidati oziroma že izvoljeni predsedniki. Zdaj, kar se tiče, a lahko vam povem malo na kratko še vsakem nekaj o teh? Ste še pri moči. Pedro Castillo je prišel julija lani na oblast, kar njega pesti je seveda, da ima pomanjkanje izkušenj, je podeželski učitelj, ima zelo veliko težav, ker ga desnica in perujske elite, sploh Peru je zelo konzervativna država, skušajo ga odstaviti, zavračajo, ima pa seveda problem tudi znotraj svoje stranke. To je problem tudi drugih držav Latinske Amerike. Če se levo-sredinske stranke ne bojo poenotile in se tudi povezale meddržavno, uspeha in sprememb ne moramo pričakovati. Namreč znotraj njegove stranke, tako kot Boriku očitajo zmernost, preveliko zmernost. Konzervativna levica, to je glede feministični zahtevi in o abortu, vsega je popolnoma proti svetu. Tako da njegove obljube so široka agrarna reforma, to je v Latinski Ameriki marsikje še vedno potrebno, ker ni bila nikoli izvedena, seveda problem zemlje, davčna reforma. Zanimivo je, da Borik tudi pri besedišču je zelo previden, pameten, on govori ne o davčni reformi, ampak o davčnem paktu, se pravi strinjanju vseh strank, vseh deležnikov pri davčni reformi, ali govori o paktu, ne uporabi besede reforma. Ravno zato, ker se želi, da se tudi elite, njegovi nasprotniki znebijo strahu pred levico, nekega strahu, ki se seveda tudi neguje. Napoveduje večjo obdavčitev rudarskih družb in pa najbogatejših državljanov in seveda javno šolstvo. Je pa bil zelo uspešen na primer pri boju z pandemijo, mu pa je tudi, se pravi v dobro, mu je ta dobra gospodarska konjunktura, ker Peru beleži kar visoko gospodarsko rast. Zdaj bom skočila kljub vsemu, da govorimo o Južni Ameriki, v Honduras, ki je pa primer, kar se dogaja tudi v več latinskoameriških držav, tako imenovane, Španci imajo izraz estado fallido ali pa failure state, se pravi propadla država, ko država enostavno ne opravlja več svojih funkcij. Ona je prevzela oblast januarja letos. Honduras je zadnja država, kjer je prišlo do klasičnega državnega udara v pomoči Združenih držav Amerike leta 2009 in je žena bivšega predsednika Zelaje, proti katerem je bil ta državni udar izveden. Zdaj, kako bo njej šlo, si ne predstavljam, ker Honduras je poleg tega, da je ta failure state, je tudi narkodržava, država tolp. Politične elite so povezane z narkokarteli, problem redistribucije bogastva, ogromna revščina,
Tam je splav pa sploh prepovedan v vseh primerih. Klimatske spremembe. Ženske so obsojene na ne vem koliko zaporne kazni, tudi če spontano splavijo in tako dalje. Potem imamo pa še mogoče, ta je bil pa prej izvoljen leta 2019, Alberto Fernández v Argentini, in nekatere njegove pobude tudi kažejo na to neko socialno noto. Bil je pa tudi, se pravi, legalizacija splava in tako naprej. Bil je pa tudi precej uspešen, vemo, da je Argentina v globoki gospodarski krizi oziroma v bankrotu, da je bil zelo uspešen v pogajanjih z upniki glede odplačevanja dolga. Zdaj pa maja imamo volitve v Kolumbiji. Gustavo Petru, ki vodi levo koalicijo, zelo dobro kaže. Je bivši župan Bogoto, je recimo nekaj poudarkov z njegovega programa, ki pa so značilni za vso to levico, da tako rečemo, ne. Človeška ali človeku prijazna Kolumbija bo raznovrstna, večbarvna, osnovana na čisti energiji, ne. Okolje postaja tudi zelo pomemben element. Država z univerzalnim, javnim, brezplačnim šolstvom, sodstvom pošteno, nepristransko. Ženske ne bodo žrtve nasilja, se pravi druga tematika, ki je nujna v vseh teh programih, so tudi ženske. In seveda v Braziliji Lula, ki ima zelo veliko karizmo in ga je Vrhovno sodišče oprostilo vseh obtožb korupcije, tam pa bojo volitve oktobra. Kar druži vse te predsednike, predsednice, kandidate, je seveda posvojitev nekaterih zahtev civilne družbe, se pravi od spodaj navzgor. Borić prihaja iz enega od teh gibanj. In gre predvsem za mlade ljudi. Glavne zahteve so javno zdravstvo in šolstvo, konec vladanja belih elit ali bogatih družinskih klanov, močna socialna država, pravičnejša razdelitev bogatstva in zemlje, zmanjšanje neenakosti, skrb za okolje, žensko gibanje in tako dalje, da ne naštevam še naprej, a ne. Zdaj, seveda, vsa ta gibanja, kot so v 60-ih, 70-ih letih, povzročala strah takratnim elitam, kar je rezultiralo v grozljive državne udare, ki so bili mimogrede med seboj povezani in orkestrirani strani ZDA, a ne, tako imenovana operacija Kondor, se je recimo je dokazano, zdaj ko so odprli tudi v Washingtonu arhive, ne, da so bili povezani, ne, center je bil pa v Paragvaju, Argentina, Urugvaj, Čile. So ubili zelo v Evropi, so ubili ljudi in te operacije. Ja, seveda je pa treba povedati, da že prej je bila pa vojska kot eden močnejših stebrov latinskoameriških družb, še iz kolonialnih časov, še iz časov kavdiljev, ne, v bojih za neodvisnost, so jih pa tudi trenirali in urili v Panami, v kempih severnoameriške vojske, v tehnikah mučenja, zasliševanja. Tako da večina teh generalov, ki so takrat izvajali vojaške udare, so bili pač, so se tam urili. In zanimivost še za Čile je, ne vem, če poznate to zgodbo o Colonia Dignidad. Tam naj bi bila, a ne, naj bi bila pa ta za to celo operacijo, ki je bila seveda tajna, da ta informacijski center, a ne. To so bili Nemci. Ja. So imeli komuno, no, grozljivo tudi obstaja film, ampak zelo zanimiva zgodba, ampak ne bom vas več s tem matrala. Da so mučili ljudi in delali. Zdaj jaz mislim, da pravzaprav obstaja nek zeitgeist, ne, morda že od arabske pomladi gibanja ogorčenih, množična civilna gibanja v Latinski Ameriki, okoljevarstvena gibanja v Evropi. Zdaj, kam bo vse to vodilo, zahteve te civilne družbe in od spodaj navzgor, če tako rečem, pa da ne bo prišlo do nove Venezuele, kako zmanjšati ta vpliv nekega kapitala, kako politiki povrniti ugled, nimam ravno odgovora. In predvsem pa je problem neenotnost vseh teh civilnih gibanj in raznih političnih drugačnih pobud.
Tole, to s moje strani. Jaz bi Poprosim. samo nekaj dodal, neko vprašanje, ki Bojan si mi postavil takrat, naj pojasnim. Gre se na vprašanje, ali je možno, da v Čilu prišlo ponovno do državnega udara. Jaz bi odgovoril, lahko bil, da je to bolj odvisno od zunanje političnih razmer kot notranje politične dogajanje. Ker to je odvisno od položaja, ki ima ZDA in na kateri način smo povezani. Zdaj Kitajci in vse ostalo so malo vlažili, mogoče zato, ker pač so drugačne sile delujejo tukaj notri. Znano je, da latinskoameriška elita nenehno napreži in ne govorim samo o ekonomske elita sploh ta, ki dejansko vodi vse zadeve, vse nitke od oblasti, da si drsne takih podvigov samo, kadar ima tujega sogovornika. To je znano v Latinsko Ameriki in bilo v času hladne vojne, seveda, to je bilo področje, kjer pa je dominiral ZDA proti se pravi Sovjetske zveze ali kar je bilo v tistem času. No. Ja, hvala. Zdaj imamo še ne pol ure za razpravo. Nihče ni povedal, da gre za zelo veliko državo, da je malenkost si ti omenil, Bojan, Najdaljša država. 756 tisoč kvadratnih kilometrov, kar pomeni približno 40 Slovenij. Velika država. Oprosti, 1.800.000, če upošteva tisto, ki se akteva od Antarktike. Ja, milijon pa pol kvadratnih kilometrov je pa še Antarktika. No in kot zanimivost, Gabriel Borič izhaja iz volilnega okraja, ki se mu reče Magellan, Antarktika. Torej, iz ogromnega območja, ki je popolnoma na jugu Čila. Čile ima zdaj po najnovejših podatkih čez 19 milijonov prebivalcev, kar je zelo malo za tako površino. Če pomislite, da je Ukrajina manjša od Čila, pa je druga največja država v Evropi. Skratka, razmerja so zelo zanimiva. Verjetno bo imel nov predsednik tudi zunanje politično zanimivo situacijo. Kot veste, od leta 1978 Čile ima pretrgane diplomatske odnose z Bolivijo. Kot veste, to izvira izpred več kot 100 let, ko je prišlo do ozemeljske, izhaja iz vojne, ki je bila med Čilem in Bolivijo in Perujem. In tam še zmerom vre, ampak zanimivo, lansko leto sta se prvič srečala zunanja ministra Čila in Bolivije in sta začela razpravljati o tem, da otoplijo odnose med državama. Ravno tako so bile ozemeljske problemi med Argentino in Čilem, kot smo brali že pred nekaj leti, so razrešili s pomočjo arbitraže nekatere probleme. S pomočjo Vatikana. Vatikan je zelo mediral, je šlo za ta Beagle kanal. Skratka, govorimo o zelo veliki državi. Imel sem pa nekako to koincidenco, da sem takrat, ko smo pripravljali se za vstop v OECD, smo se srečevali tudi s čilsko stranjo, ki je sočasno za Slovenijo vstopila v OECD kot država. In ta država ima bruto proizvod, ki znaša 250 milijard dolarjev, kar je 5-krat več kot Slovenija. Ne več kot, ampak po kupni moči so pa zelo veliko, je pa zelo velika, bi rekel, po svojem bruto proizvodu. Torej,
Prosim. No, če že potem vsak še malo dodal. Problemi Južne Amerike, seveda zelo široko gledano, celotnega področja, je še vedno, da, in to je odprej, je ostalo, je od kolonizacije naprej, da je pravzaprav bolj povezana skoraj da z zunanjim svetom, kot pa med seboj, znotraj. Dobro, res je prišlo do dobrih, zelo pozitivnih premikov, konkretno govorimo zdaj, ne, smo prej omenili Argentina, Čile, vendar kljub temu, tudi kar zadeva integracije, zadeve grejo zelo počasi, pogajanja Mercosur znotraj Mercosura, predvsem pa Mercosura, se pravi Mercosur, po portugalsko sul, tako imenovanega južnega trga, z Bruslom se ne premaknejo. In to že cele dekade traja, ta zgodba. Čile ni zraven pri tem. Je pa Čile pravzaprav najbolj povezan že z raznimi sporazumi in z Evropsko unijo. To je en velikih problemov. Zdaj, ne da bi človek hotel pač fatalistično ugotavljati, da se ne bo nikoli nič spremenilo, ampak kolegica Urša je rekla, da ima Argentina krizo. Jaz sem prišel v Argentino takrat, ko se je sesulo, in takrat je bilo to največji bankrot v zgodovini. To je bilo 2001. Ja, 2001. No in potem spomnim, ko je potem enkrat bila ena situacija, in je bil nekdo vprašan z naše strani, kdaj smo prišli v Argentino. In odgovor je bil, ko je kriza, in odgovor starega, to je bil nek Američan, ki je zelo dobro poznal tisto področje, je rekel, katera kriza? Skratka, to je permanentna kriza. To je permanentna kriza. In iz te krize problem je, prav pri Argentini se sploh vidi, Argentina, ki je sodila, kaj je 7. najbolj razvita država na svetu včasih, to je vrti se in iz tega ne more ven pride. Kako to prerezati, nihče ne ve, zdaj imajo, tam je pa populisti so, peroniste so na oblasti, ali so levi, ali so desni, kakorkoli že. Mogoče je problem njihov, da je država enkrat preveč bogata. Ko je dobra letina soje, se dobi ogromno, potem pridejo tako imenovane retensione, se vzamejo, del država pobere, to razdeli med množice, poenostavljam, ampak dosti pa tudi ne. In zato videli smo recimo Lulo, ki je ogromno naredil, velik del prebivalstva se je dvignil iz te revščine ven, in zmagal Bolsonara, mislim, to je enega prostaka, mislim, dejansko en tak tip kot Trump. In to je zelo uspešno zmagal in tudi deloma z glasovi tisti, ki so največ imeli od Lulove vlade. Tako da, se pravim, ta nekaka spiralo je tako težko razumeti, kaj se tam dogaja, človek bi res rad nek pravi premik. In od Čile je bil malo drugačen, mogoče zato, ker je imel tudi neke evropske strukture in zato se človek pričakoval. Veliko so gradili na tej podobi napredne države. Malo je bil tudi, seveda je drugačen, ampak malo je bilo tudi mitološko, ker revščina je bila, neenakopravnost je bila. Absolutno. Zadolženost prebivalca, zaradi tega, ker si moral vse plačevati, je še danes zelo velika na prebivalca v Čilu. Šolanje plača, vse, grozno. To je res še s kolonialnih časov. Jaz bi prosil, če ima kdo iz naše publike kako vprašanje, samo mi grede omenim, vsi se spomnijo, da je Urugvaj veljal za južnoameriško Švico, kar neko obdobje. Kaj je zdaj s to Švico? Še danes. Še danes. Dobro, Urugvaj dobro stoji, vedno dobro. Se pravi, Taka majhna, simpatična. 88% je belih, Ja, res.
No, tukaj samo mimogrede teh Mapučo, staroselcev je skoraj 10% večilo, kar ni majhna manjšina in je bila zelo odrinjena skozi zgodovino. Ja, to so staroselci, ki živijo v Čilu in Argentine. Ali Argentine so živeli tam 1890 ali nekaj takega, so Argentini začeli čistiti ta del Pampa, ki so živeli Indijanci in so ubili 3 milijona Indijancev. Genocid je bilo, o čem se ne govori in se nikjer ne govori. V Čilu so ostali, v Argentini nekaj majhnega, ampak je zelo majhno, v Čilu je malo večjo. In to je na jugo Čilu, tam, kjer sem jaz rojen. To se je imenovalo, dokdaj so bili Španci, to je bilo meja, se je imenovala la frontera de Temuco, v tem delu, zaradi tega, ker Indijanci, te so celo borbeni in niso pustili, da Španci so prišli bolj na jugo. Ja. Zdaj, potem, ko je prišla republika, se je sestavljala republika tam 1810 naprej, enostavno so začeli počasi vzeti njihove teritorije. In predvsem prejšnjega stoletja, v začetka, so prevzeli te teritorije in dali kolonizatorji iz Evrope. Tukaj so Hrvati, tukaj so Nemci, tukaj so Angleži in tako dalje. Slovenci ste na drugi strani v Argentini. V istem delu, praktično, v tisto višino tam spodaj. In te ljudi so izgubili ozemlje, so izgubili tudi vir, s čim se so hranili. In te gozdove so uničili vse. Jaz sem bil leta 2000, tudi sem delal neko reportažo 2007, sem bil z njimi, z njihove ljudi. Oni imajo zdravniki, imajo inženjeri, imajo eno, se pravi, to je narod, ki pa na neki način zelo borben je. In oni hočejo avtonomijo. Prej določene vlade in drugo, tudi levica nikoli, Allendovo, se spomnim, v tistih časih nikoli nismo o tem govorili sploh. Ko sem pogovarjal s temi ljudmi, so rekli, gledaj, danes naša skupnost določene ljudi začne umreti od lakote, zaradi tega, ker vlada vse naše gozdovi in vse je privatiziral, ne da bi nas vprašal, in zdaj so švedske podjetji, ki pa delajo celulozo in onesnažujejo vse in imajo težave s otroci. In oni so pravzaprav se mogli preseliti na robo teh, rekel, posestvi, ki imajo te velike kompanije v tem delu. In to je grozljivo. In seveda so začeli v zadnjih letih se boriti in so začeli nekateri pa z orožjem. Ali enostavno napas teh kmetij, ki imajo 200, 300, 400 ali 1000 ali 10.000 ali milijon hektarjev. Ne govorimo o karkoli. In tu so vzeli vsega. Stari gozdovi, tam je bila hladna džungla, to, kar jaz se spomnim kot otrok, v tem delu je bilo fantastično. Ne obstajajo več. Zato, ker ta les in vse ostalo je bila posekana in bila poslana naprej. In to je isto, kot se dogaja v Amazonu, kar se dogaja v Brazil. Tukaj praviš ti, zakaj pridejo te drugi ostali. Zakaj ne morejo z Evropa, z Mercosur in drugo in Evropa sporazum? Zaradi tega, ker uničujejo gozdovi, uporabljajo insekticide in pesticide, ki so prepovedani v Evropi, ki Evropejci jih proizvajajo in prodajo tam. Ja? In mnoge te sadje in drugi, ki pride tukaj, bi rad vedel, če bi strogo preiskali te sadeve, če bi prišlo čez, jaz poznam Brazil, tudi Kolumbijo in vse te države. Tukaj obstajajo, naprimer, Bolsonaro je sprejel okoli 150 novih dovoljenj za insekticide in pesticide, ki so povsod prepovedani. Ne samo tega, meso, ki pride, je pod vprašanjem, vse te ekologisti, vse te pa povejo, kakšne podatke so s tem meso. Seveda, živali so v teh pampe ali v teh ogromnih površini, ki so 2 leti prej, da bodo jih ubili, se pravi, naredili, spremenili v meso, enostavno jih dajo v posebne kmetije, kjer pa jih redijo drugačne z drugo hrano, ki je vprašljivo, ker je hormone, za eno in drugo, ker gre v tem delu. To Francija ne dovoli in Francija se bo uprla za sporazum z Argentino in Brazil, se pravi Mercosur. Tukaj
se zelo malo govori o tem. Te družbe je tako, to so evropske družbe, ki so bili, se pravi, na neki način se preselili v Latinsko Ameriko, nastali iz evropskih prebivalstvo, ker karkoli, kar je pred Kolumbom, je arheologija. Družbe, ki so nastali kasneje, nima nič skupaj, kar je bilo prej, kljub temu, da nekateri govorimo staroselci in vse ostalo. Obleke, ki imajo staroselci, celo, ker sem povedal Sanjič, so prinesli se Evropejci, beli hlači in majci, ne vem kaj imajo, srajci, ki imajo, naprimer Meksikani, so duhovnik prinesli. V Boliviji, ki vidiš z temi klobuke in te obleke, ki imajo ženske, to so bili iz Kanadske otoke, so prinesli Španci in ki so duhovnik uvedli na ten način. Zdaj, recimo zadnjih 30-40 let, te skupnosti so začeli nekako se boriti in da pridejo do svoje starodavni kulture in način, kaj so imeli in so zelo zanimivi. Te Mapuči so učilo. Zdaj pa v nove ustave imajo svoje predstavnike, Boris bo omogočal to in celo bodo dobili avtonomijo in možnost, da aplicirajo ali se pravi svoje bi rekel, kazensko zakoniti, se pravi starodavne zakonske zakoniti znotraj svojo skupnost. Ustava bo predvidevala to, ravno danes sem bral o tem. No. Tako da neke spremembe bodo, ker če ne bodo spremembe, bo vojna. Še nekaj drugega. Na tem delu so 3 pokrajine, velike pokrajine na jugu, je predsednik Sebastián Piñera razglasil vojaško stanje. Tam pa vojska ima vse pod kontrolo. In se pravi, Boris je rekel, da takoj bo to ukinil, tako kot je zahteval, se pravi, da spustijo v svobodo politični zaporniki, ki so okoli 300 nekaterskih. Ne samo Mapuči, vse ostali, ki so iz 2019 naprej so bili v teh protestnih izhodih. Ker policija se je odnašala, se pravi, teh karabinerov na grozoviti način. Tukaj so več kot 100 fantov in punce, ki so ostali brez oči. Nekateri so brez obe oči, ker so streljali s temi gumasti naboje na nivo, ki imaš obraz. No. To so zadeve, ki pa poskušajo se spremeniti in nekateri pa pravijo, kako je mogoče tako nasilje. Če policaje grejo na take način in napadajo, ko se protestne skupine niso popolnoma nič provocirali, nič naredili, seveda, to, ki nastane, je neko nasilje. No? Zelo močno nasilje. Je kako vprašanje iz naših poslušalcev, publike? Tole bi jaz pripomnil, da vidim, da razmišlja o jeziku. Pakt namesto reforma. Ampak svet se ni nič spremenil 2500 let, ker se koljejo danes, enako kot Grki, ki so osvojili Perzijo. Nekoč je bil geslo, bolje rad nego pakt. Bolje rad. Mislim, da smo nekaj novega izvedeli, nekaj, kar nekako mi, Evropejci, mislimo, da je svet naš in da je vse samo to, kar se okoli nas vrti. Jaz se našim panelistom res zahvaljujem in upam, da bomo še govorili. Ni bilo nobenega vprašanja. Ampak mene zanima to, kar je gospod govoril, da se je zmanjšala revščina in povečala neenakost. Na kakšen način se to kaže, pa koliko procentov pa srednjega razreda tam sploh, ker se je govorilo o visokem bogataštvu, reveži. Veste, enostavno, da izobrazbe je tisti element, ki lahko greš se premakneš znotraj društvo, greš naprej in drugo. Če greš
tako kot v Ameriki, Severno Ameriko, če greš na univerzo ali če nek oče hoče, da svoj otrok bo prišel do neki poklic univerzitetno, se pravi na faks ali da enostavno poklicno šolo, mora od takrat, ko si je rodil otrok, moraš parati, da bo ta prišel do tega. Se pravi, moj prijatelj je učil, s katerim so delali, pa mi je rekel, gledaj, jaz moram tukaj spraviti saj $200,000, da moj otrok bo prišel do neki poklic in on se bo zadolžil za celo življenje se naprej. Ker vse univerze, vse ostale so privatne. Zdaj, če imate vi tisti drugi del, imam neki podatki, te najbolj bogati, ki to jih ni treba, se pravi, lahko študirajo, delajo, kar hočejo, zato ker imajo denarja. Te drugi se morajo zadolževati za to. Zdaj, do nedavnega ta premik znotraj družbe, kako se pravi, družbeni premik, ko ljudi pač grejo, socialna mobilnost, je omogočal znanje, študij, univerza. Danes ni več to, vsak študira, ampak plača naprej, celo življenje. Zdaj, pokojnine, celotni sistem je privatni sistem. Sistem, ki pa plačajo ženske, moški plačajo isti, samo pokojnine za ženske poniža, moški pa bo dobil malo več, ampak s temi pokojnine tudi ne boš živel. In potem te fonde, pokojninske fonde administrirajo, se pravi, imajo, kot sem bral, $240 milijard in pa pensije, ki imajo, se pravi, pokojnine, ki imajo ljudi pač, ki so €200, €300. S tem, se pravi, cene so podobni kot tukaj. Ja? Ne samo to, se pravi, zdravstvo. Zdravstvo moraš plačati. Če imaš denarja, boš se rečel. Če nimaš denarja, pa boš, te ne bo. Zdaj, en določen del družbe ni mogel več, ta srednji sloj, oprosti. Srednji sloj ni mogel več držati to. Ker, in predvsem te mladi, in to je zelo zanimivo, da te mladi so rekli dovolj tega, kaj delajo naši starši, naši ljudi, zato ker ne moremo več držati. Samo je ena zadeva, ki tukaj sem pozabil povedati in ki redko vejo, da od državni udar do konca vojaškega udara, se pravi vojaške vlade, je ena generacija, ki je zginila. Se pravi, vsi intelektualci, vsi so končali v Evropi. Intelektualci, politiki in vsega. Ena generacija, ki ne obstaja. In so delali, kar so hoteli. Predvsem ta elita je delala privatizacije in rente, ker v Latinsko Amerika te rente, zemljske rente in drugo je zelo močna zadeva, od kje dobijo denarja. In je bila privatizacija. In ta privatizacija so bili vse ljudi od Pinocheta in drugo, ki so vzeli te podjetje. In zelo voda so privatizirali. In ne samo, da so privatizirali vodo, minister, ki je imel Piñera, eno teh ministrov, je bil lastnik vseh voda na severni del Čila. Se pravi, te zadeve ljudi ne morejo več. In ko so hoteli, da sindikati in politiki bi o tem karkoli naredili, niso te dobili odgovore in se so sami organizirali. In to je neverjetno, kako je delovala ta organizacija. Toliko, da ta ustavodavna skupščina, 80% ljudi, ki so bili izbrani, ki so imeli volitve, da so izbrali člani ustavodavne skupščine, so od te mreže, se pravi aktivisti znotraj mreže, ki nimajo opravke s politike, nimajo niti sindikati in drugo. No? In dejansko je nastal neka moč popolnoma ven iz sistema. No? Ja, ker ene te rešitve se bojo morale najti. To je taka nekredibilnost in nezaupanje v politične elite, tudi druge se najdejo očitno neke poti. Sam tu sem še hotela dodati, da je jezik, da mi je pravzaprav zelo blizu, ker Borič ne obsoja in na prvo žogo ne strelja v prazno, ne, tudi glede nasilja, ki je rak rana danes latinskoameriških družb, pravi, da najprej potrebno razumeti nasilje, zakaj je nastalo, se pravi zaradi akumulacije nekih frustracij in tako naprej, ne, zaradi tega sistema, v katerem živi, in šele potem se ga bo lahko nekje
pač se z njim spopadlo. A ne. Potem govori o decentralizaciji države. Mislim, da je zelo pametno in previdno nastopa, če bo tako nadaljeval, pa če ne bo imel, kot smo rekli, znotraj svojih lastnih vrst preveč nagajanja, zna biti, da popelje državo v pravo smer. No, pa predvsem, če ne bo spremenil ustave, da si podaljšuje mandate, kar je prvi znak nekega trinoštva, ne? Tudi v Latinski Ameriki, Belorusiji in Rusiji. Ne? Še kako vprašanje? Boje sem se spomnil. Etatizacija. Ja. Oni pravijo pseudadanizacija, kako bi to rekli, politike, da nepodržavljeni državljani, Situacionizacija. Ja, Situajen. ja, kar je zanimivo, ne? Ja, družbe. Podružbi. Ja, podružbljanje, ja. Ne, nismo vedeli, mislim, zelo zanimivo, da je to v Čilu. No. Ampak lahko zaključimo s tistim, s čimer smo začeli. Namreč, da nov predsednik bo soočen z neverjetno zapleteno situacijo in z najavljenimi potezami, ki jih predvideva, bo posegel v mnoge segmente družbe, kar lahko se mu ne obnese v taki meri, kot si je zamislil. Najlepše hvala za danes in hvala za panelistom, gospa Urša Gršak, Simon Teko in naš veleposlanik Bojan Grobovšek.